pogovornem jeziku marsikdo vsaki taki klobasi reče kar kranjska. Vendar pa so od leta 2015 pravila, kakšna mora biti klobasa, da se ji sploh lahko reče kranjska, zelo stroga in nadzorovana. Tako kot 14 certificiranih proizvajalcev, ki edini izdelujejo prave kranjske klobase. Eden od proizvajalcev prave kranjske klobase je podjetje Meso Kamnik, ki proizvaja kranjsko klobaso Anton. Postopek, ko se kranjsko klobaso polni v čreva in oblikuje pare, se imenuje frkanje. Kranjske ne morejo izdelovati povsem avtomatizirano, zaradi špile, pojasnjuje Kristina Homar. Špila za kranjsko klobaso mora biti debela nekje 2,5 do 3 mm in pa dolga od 3 do 6 cm. Ko so klobase zašpiljene, gredo na termično obdelavo. Pri prekajevanju je zelo pomembno, da se prekadijo z dimom, pridobljenim iz bukovega lesa. Potem pa jih le še ohladijo in zapakirajo. Je označena tudi vsaka kranjska klobasa, zato da je sledljivost res od začetka, od mesa pa do konca. Specifikacija določa, da je kranjska klobasa izdelana iz grobo zmletega svinjskega mesa prve in druge kategorije ter slanine. Določena je velikost delcev in vsebnost beljakovin. Teh mora biti najmanj 17%, ter maščobe največ 29%. Vode je lahko le do 5%. Od začimb je dovoljen le zmlet črni poper, česen in nitritna sol. Napolni se v tanka svinjska čreva in zašpili z leseno špilo. Jure, čau! O, Teja, živjo. Kaj zdaj? Živjo. Živjo, a bo? Klobase sem prinesla in to krajinske. Top. Zdaj le takle malo mrzel. Bojo pasale, a ne? Ja, mi boš pokazal, kako se jih Z veseljem, ja. naredi. Ena najstarejših pisnih omemb krajinske klobase je bila v kuharski knjigi Süddeutsche Küche Katarine Prato leta 1896. Najstarejše navodilo za izdelavo in pripravo kranjske klobase pa je bilo objavljeno leta 1912 v 6. izdaji slovenske kuharice Felicite Kalinšek. Vsi, po moje, ki jih dajo v vrelo vodo, delajo največjo napako, zato ker jih prehiter skuhajo oziroma prekuhajo. Zato jo damo vedno kuhati v hladno vodo, pravi masteršefovec Jure Pavlič. In ker je že v osnovi obarjena, bi jo lahko pravzaprav jedli takšno, kot je. Zato jo mi v bistvu rabimo segreti samo do tistih 62 stopinj v sredin in je to to. Idealno je, če voda sploh ne zavre. Ne sme vreti, fajn je, da je glih pod vreliščem, se pravi tam okrog 80 stopinj damo voda. 7-8 minut in je fertik. Kaj pa prepikati pa to? Boh ne daj, potem bolj sok ven steče. Zdaj gre pa klobasa ven. Prerežemo oziroma odrežemo. Evo, in tole iščemo, ne? Lepo sočna še noter. Sočna, dobra. Slovenci obožujemo klobase, naj bodo krajinske ali ne. Kako se naredi domača klobasa, smo vprašali priznanega mesarja Andreja Slukana Pepeta iz Črnomlja. Dober dan. Dober dan. Dober dan, zdravo, jaz sem Teja. Andrej. Vi delate pa je super klobase. Ja, saj tako pravijo, ne? Delamo domače prikajene klobase. Mi boste pokazali, kako se naredijo. Seveda, v Beli krajini marsikatera stranka reče parički in rečemo, delamo čisto enostavno. V njo gre, največkrat delamo iz plečeta, ampak ne obiramo, kako tudi vratovina, 80% svinjskega mesa in pa 20% hrbtne, take mesnate slanine. Od začimb uporabljamo navadno sol, 1/3 tudi nitritne soli, da nam da barvo, poper in pa česen domač. Včasih kak gram cukra, to je ostalo star recept za barvo, ko pravijo. Meso zmelje malo debelejše, na šajbo, kot reče. Sproti, ko meljemo malo, mešamo z ušpehom.
Bomo že zmleli česen. Česen damo malo 2 do 3 deci vode. Pa približno čas, tako na... Malo 10 kg ga damo, več ne nekaj šakico, ne. Najprej dodamo sol, poper. In dodamo še sok od česna. Ko se masa zmeša, jo nadeva v tanka svinjska čreva. Za razliko od kranjskih klobas, te nimajo špile, jih samo frkajo in naredijo jih precej. Sušijo jih 2 do 3 dni in jih prekajajo z dimom bukovih drv. In da. Kranjska klobasa je tako posebna, da ima pravzaprav svoj urad, pravi generalna sekretarka Gospodarskega interesnega združenja mesne industrije Slovenije Ana Ahčin. Kranjska klobasa ima svoj sedež, se pravi GIS proizvajalcev Kranjska klobasa, ker je to samostojna pravna oseba. To pomeni, da so se njeni proizvajalci združili v neodvisno pravno osebo, leta 2005 pa so začeli postopek zaščite imena in pridobitve oznake zaščitena geografska označba. Osnova je specifikacija, po kateri jo morajo izdelovati vsi proizvajalci, nato zaščita na slovenski ravni ter nato še na evropski. Konkretno v našem primeru je trajal od leta 2009 do leta 2015. In ni šlo brez težav. Dejstvo pa je, da so se pritožili Avstrijci, Nemci in Hrvatje. Nemci so dali vedeti, da bodo ravnali tako, kot bodo Avstrijci, ki so se imenu odpovedali. Hrvati pa niso želeli popustiti. Da je kranjska klobasa bila vpisana v jugoslovanski pravilnik, da je generični proizvod in da ne dovolijo, da se zdaj v Sloveniji zaščiti. Mi smo seveda z vrsto strokovnjakov dokazali, da je kranjska klobasa neizpodbitno povezana z zgodovinskim in geografskim območjem Slovenije. Dosegli so zaščito, je pa Hrvaška dobila dolgo prehodno obdobje, kar 15 let. 14 certificiranih proizvajalcev na evropskem trgu svoj proizvod lahko označuje z evropskim simbolom zaščitena geografska označba in pa z imenom kranjska klobasa. Hkrati pa to pomeni, da gre za izdelek višje kakovosti, ki je podvržen strožjemu nadzoru kot ostali, tako notranjemu kot zunanjemu. Tudi mi smo na senzorično analizo na oddelek za živilstvo Ljubljanske biotehnične fakultete odnesli nekaj primerkov kranjske klobase, ki smo jih kupili v eni od naključnih trgovin. Najprej začnejo z zunanjim izgledom, pravi docentka doktorica Mateja Lušnic-Polak. Mora biti vedno v paru, se pravi, da sta 2 enako dolga konca in da ima špilo. Vsak par mora imeti med 200 in 250 grami. Drugačna zunaj mora biti take zlato-rjave rdečkaste barve, da se vidi, da je v bistvu dimljena, lahko je rahlo nagubana. Vsi primerki so ustrezali vizualnim parametrom. Polovico točke bi ocenjevalci odbili le enemu paru. Potem tukaj le na črevu vidite kakšne žulje. Naslednja faza je analiza prereza, ki jo opravijo na hladni klobasi. Mora biti vidna bela slanina, potem mora biti vidno lepo delci mesa, brez tega mesnega testa. Barva, značilna barva je rožnata. Zakaj? Zaradi dodatka nitritne soli. Če ne bi bilo nitritne soli, bi bile klobase sive barve. Pomemben je tudi mozaik. Da je slanina in pa meso približno enakomerno razporejena. In tudi pri tem delu analize pri naših primerih ni bilo večjih napak. Malenkost drugačen mozaik, vidi se, da se malo lomi, bomo videli potem po kuhanju. Po pogrevanju sledi analiza teksture, vonja in okusa. Evo, zdaj so se te klobase napele. Napake pri teksturi so lahko, da je klobasa suha, drobljiva, razpadajoča. Potem druga skrajnost je, da je preveč gumijasta, žvečljiva, prečvrsta. Pri vonju in okusu preverjajo, da se res zazna samo nitritna sol, poper in česen in da so začimbe harmonično povezane. Tukaj ima lep vonj po mesu, poper, česen, nič posebej ne izstopa, sočna, edino mogoče malenkost preslana. Ampak to je
spet za recimo polovico točke. Mogoče je ta malo bolj harmonična, ta malo manj harmonična, ampak na koncu po seštevku ocen smo približno na enakih točkah. Na Biotehniški fakulteti najmanj enkrat letno pregledajo kranjske klobase vseh certificiranih proizvajalcev in doseči morajo vsaj 16 od skupno 20 točk. Ni posebnih odstopanj, vse tiste, ki so certificirane, v glavnem tudi pač dosegajo vse standarde. Seveda so pa tukaj minimalne razlike lahko, ne. Da certificiranim kranjskim klobasam načeloma lahko zaupamo, so z nedavnim testom ugotovili tudi v Zvezi potrošnikov Slovenije. So pa v eni od 15 analiziranih kranjskih klobas odkrili prisotnost polifosfatov, ki jih v njej ne bi smelo biti. V GIS Kranjska klobasa zagotavljajo, da v takih primerih izvedejo poseben nadzor in določijo ukrepe, ki jih mora proizvajalec izvesti, če ne trajno izgubi certifikat. Certifikat je za 1 leto, po 1 letu se zvrstijo spet vse te kontrole in to je to. Preverjajo in ocenjujejo jih tudi sami. Da vidimo, kje smo in da je res vse tako, kot mora biti pri vseh proizvajalcih. Ljubiteljskih ocenjevanj in festivalov pa ni več. Če smo konzorci, če smo skupina proizvajalcev, potem delamo po istih pravilih in zato že nekaj časa velja v notranjih aktih proizvajalcev kranjske klobase, da se kranjska klobasa ne ocenjuje. In kjerkoli v Evropi kupimo izdelek, na katerem piše kranjska klobasa, to pomeni, da ustreza strogi specifikaciji. Torej gre za zaščito potrošnika. Prednosti pa imajo tudi certificirani proizvajalci, ki se med drugim lahko prijavljajo na evropske razpise za promocijo svojih izdelkov. Zato se povečuje njihova proizvodnja. Začeli smo, ne vem, 7 proizvajalci pa 300 tonami kranjske klobase. Danes imamo 14 proizvajalcev in 650 ton klobase na letni ravni. Se pa sestava kranjskih v zadnjih 20 letih spremenila, kaže primerjava analiz ZPS. Vsebnost maščob je manjša za okoli 19%, tudi beljakovin je manj, prav tako je manj soli. Vprašanje je, kaj je nadomestilo razliko in v ZPS domnevajo, da gre za večjo vsebnost vode. Se pa kranjske klobase vsekakor največ proda na slovenskem trgu, od 85 do 90%. Cene kranjskih klobas so višje od drugih, dosegajo cene do 30 € na kilogram. Eno je to ročno delo, špilo, drugo je pa, ker so res kakovostni kosi mesa zbrani. Cene kranjskih, ki smo jih mi kupili za analizo, so se gibale od 3,5 € do 5,30 € za par. Vendar cena ni bila merilo kakovosti. Tudi test ZPS je pokazal, da najdražje niso bile nujno najboljše. Še vedno pa je na koncu vse stvar našega okusa. Vse dosegajo tiste minimalne standarde oziroma zahteve, ki so potrebne. Proizvodnja drugih klobas je hitrejša, na ceno pa vpliva tudi to, da v kranjski ne sme biti posebnih dodatkov, ki lahko pri drugih klobasah znižajo proizvodno ceno. Pri ostalih klobasah pa lahko dodajemo večje količine vode in potem posledično rabimo kakšne stabilizatorje, kot so fosfati, kakšne druge konzervanse in pa antioksidante. Pri drugih klobasah za kuhanje se lahko uporabi tudi kakšen slabši kos mesa in se tudi bolj drobno zmelje. Zato včasih potrošniki zmotno mislimo, da ima kakšna druga klobasa manj maščobe, saj je leta manj vidna kot v kranjski. Mogoče so ostale klobase celo bolj priljubljene, ker mogoče se potrošnikom zdi, da so bolj sočne, so tudi cenovno bolj dostopne. Je pa definitivno kranjska bolj kakovostna kot ostale. Zlasti, če gre za zelo cenene klobase velike proizvodnje. Domače klobase za kuhanje lahko dosegajo enako kakovost, vendar pa v tem primeru ne bodo veliko cenejše od kranjskih. Ni v paru, ni povezana z špilo. Doktorica Lušnic Polak je preverila tudi eno običajno klobaso za kuhanje, naključno kupljeno v trgovini. Ta je dokaj lepa, ja, čeprav v bistvu vse vidi razlika, ne? Tale slanina, mogoče tukaj le vmes tudi vezivo. Tega je sigurno več. Gre za zelo lep primerek, je pa res, da je tudi cenovno primerljiva s kranjskimi, ki smo jih prinesli v analizo. Klobase, kranjske, domače ali kakšne druge, naj ne bi bile del redne vsakodnevne prehrane, pravi specialist družinske medicine dr. Jaka Strel. Tudi če je doma narejen nek suhomesni izdelek, je treba pač opozoriti, da vsebuje veliko soli, da so to nasičene maščobe
ki lahko dolgoročno vodijo v zdravstvene težave. Ali poslabšajo že obstoječe, zlasti srčno-žilne in prebavne. Če že uživajo, ne uživajo v majhnih količinah, ob določenih dogodkih, pa seveda pomemben je tudi kontekst. Ne? To pomeni, da jo bomo zaužili pred televizijo na kavču ali pa nekje v neki gostilni, ali to pomeni, da bomo zaužili v neki gorski koči, kjer smo že prej 2-3 ure hodili, pa bo ta zaužita skupaj z neko joto, ne? Je to čist nekaj drugega. Za zdravo prehrano velja tako imenovana mediteranska prehrana, veliko vlaknin, sveže zelenjave in ribe kot vir beljakovin. Vendar pa v okolju, kot je Slovenija, zlasti izven urbanih središč, ni ravno realno pričakovati, da bodo ljudje vsak dan jedli ribe. No, seveda ljudje doma pripravljajo si različne mesne pripravke. Jaz v tem ne vidim problema, če se to v nekih zmernih količinah je. Naša naloga je, da jih pač ozaveščamo, da tega ni preveč. Mnogi se kar doma lotijo izdelave klobas in zato ne potrebujemo nobene posebne mesarske opreme. Tudi lahko doma naredi. Vse so tudi one male mašine, časih smo delali pa vrteli, pa se da nafilati tudi doma. Po zimi veliko njegovih strank pride samo po meso za klobase, tudi zmeljajo jim ga. Rečejo, zmeljte mi 10 ali pa 15 kg za klobase, pripravimo tako maso, zmeljemo, pa oni doma sami solijo, popravijo svoj recept in nadevajo. Zmeša se dovolj dobro tudi na roke. Doma pa tudi kako posodo, sestavine noter pa malo, par minut pa je tudi zmešano. In seveda smo jih tudi poskusili. Te so pa že bile v dimu, narejene prej. Jure Pavlič pravi, da je Kranjska odlična samo z gorčico in kruhom, pa vendar se jo da z nekaj domišljije hitro tudi malce povzdigniti. Bo naredila tako, kaj je nekaj za popikati. Je tudi fajn, mogoče zdaj v tem času za na mizo postaviti, če kakšne goste dobiš. Tle sem si narezal tortilje, take mini. Klobaso je narezal na kolobarje in jih popekal. Segrejem, to, da dobi barvo. Za kakšen hot dog jo lahko popečemo tudi celo ali vzdolžno prerezano. Če malo popečeš, se dobiš še malo dodatnega okusa in nič ni narobe. Ne bo zamerila. Ne. Gospa pravna oseba. Ne bo. Noter, kakor vidiš, je ostal tak lušen sloj maščobe in tle gor zdaj pečeva tortilje. Prej je začinil kislo zelje za podlago, samo soljo in mleto papriko, lahko pa tudi čili za pekočnost po okusu. Zelje lahko nadomestimo tudi s kislo repo. Piko na i in dodatno svižino pa še grahovi poganjki. Dober tek. Kranjsko klobaso naj bi si na poti iz Dunaja v Trst na Gorenjskem privoščil tudi cesar Franc Jožef, ki naj bi ob tem vzkliknil: "Ah, to pa ni navadna klobasa, pač pa kranjska klobasa." Sunita Williams jo je ponesla celo v vesolje. In nedvomno je kranjska klobasa ena največjih kulinaričnih ambasadork Slovenije.